No, pa poskusimo narisati mačko še v drugem položaju. Sem izbrala tale sedeči položaj, ker se mi je zdel še en tak pač tipičen, bolj osnoven položaj. Pa si spet poglejmo, kako je to narejeno. Seveda je več načinov, kako se lahko tega lotimo. Jaz bi šla to recimo takole, vidim tle jasno, da je tukajle ena masa, se pravi tukaj je ena gmota, če bi vzela iz gline, tukajle je ena gmota in tukaj sprednji del je tudi ločen. In bi narisala takole kar eno elipso, tako, za njen trup. Potem tukaj zadaj ima skrito ritko, ampak spredaj vidimo pa v bistvu pokrčeno nogo. Je še ena takole. Potem spredaj ima tale prsni del, je še ena elipsa, pa imamo že 3 elipse v bistvu, ki so takole postavljene eno ob drugi. In potem na vrhu še glavo. In tukaj narišemo za noge samo tele simetrale, črte. Tukaj si poskušamo predstavljati vseeno, kje ima mačka komolec, pa kje ima zapestje, pa mogoče malo tam prelomimo. Tukaj pa vemo, da je nekako logično, da se je zdaj tukaj prepognila noga, nekako tako, in tukaj spredaj prišla v tačko. Takole. Pa še rep. No, zdaj sem to kar vse naenkrat. Pa dajmo to zdaj prenesti še na papir na lahko. Na lahko z večjimi potezami. Takole, pazimo tudi recimo na neko usmerjenost te elipse. Takole. Še eno jajce, pa še eno malo večje jajce. Pa takole za glavo. Zna se zgoditi, da se nam bo pač nekje mačka razpotegnila preveč, ampak to lahko še vse popravimo, pač pazimo. Zdaj pa jaz bom tukaj poudarila tiste stvari, ki so spredaj pri tejle nogi, pa tiste, ki so bistvene za to, da povejo, kje je oblika, ne. Ne vem, če sem tole prav naredila, mislim, da ne. V bistvu ima samo temne proge. Takole. Takole. Tukajle vidim zdaj, da ima v bistvu takole nogo, bolj na tak način. Takole. To. Zdaj pa poudarim še tale del. Zdaj opazujem na fotografiji, kako gre oblika. Tukajle je kar v redu, je logično. Tako, in iz tukaj se spelje tale noga. Mogoče malo prehitevam, narišem najprej simetralo. Tako, pa še to drugo. Jaz gledam fotografijo še na računalniku, zaradi tega, ker tam nimam počečkane fotografije in boljše vidim, kje je kaj. Takole. Te stvari, ki mi ne bojo všeč, jih še vedno lahko pol porediram. Vseeno pa pazite, da ne boste preveč na močno tega risali, tako. Jaz bom to simetralo poredirala, pa tukajle sem mogoče malo preveč našarila s črtami. Za tačke bom naredila kar krogce. Takole. Krogce, pa spredaj krempeljčke. Takole. Da pridejo take šapice. Saj če mačka stegne roko, ima sigurno nekako takole eno tako šapico. Zato je čisto v redu, če je tak krogec. Okej. Še glava. Tako. Naredim še eno takole jajce za gobček. V bistvu je takole. In še enega za ta sprednji del, ke v bistvu, če si predstavljamo, prej smo narisali takole rilček. Zdaj pa, če pogledamo to vedro od spredaj, dobimo pa eno tako obliko, a ne, spredaj pa zadaj. Tako. Tukajle pride smrček. In takole se povežejo oči.
Tukaj noter so jamice za oči, takole. Pa še ušesa. Se pravi, iz trikotnika pa kroga, a ne. Malo je trikotnega, malo je pa tudi okroglega v teh ušesih. Takole. Zdaj pa še malo detajlov. Takole. Koliko je resen tale muc. Mu še malo brčic narišemo. No, ni čisto tako kot na sliki, a ne. Ampak se mi zdi, da nam je to lahko zdaj v dobro pomoč. Da tudi, če nimamo naslednjič fotografije pri sebi, si pa zapomnimo, kako približno izgleda mačka, ko sedi, a ne. Ima neko maso za trup, maso za noge, maso za prsa, glavo in imamo sedečo mačko. Dobro.